Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o veri. Ja, vera. Mnogi izmed nas smo bili krščansko vzgojeni, tako da za vse tiste, ki ste dali skozi krščansko vzgojo, ta video je vsekakor za vas. Tudi za tiste, ki imate odpor do cerkve, ker v bistvu pa verjetno nekaj predelujete, veste tisto, vsi so slabi. Ja, je že obsojanje, se pravi, je neka zataknjena energija, ki jo je potrebno sčistiti. Dejstvo je, da da vsi mi živimo že mnogo življenj. In da v mnogih življenjih smo bili tudi nune, tudi župniki, mogoče smo bili berači, mogoče smo bili, Bog si ga vedi kaj, a ne, vsak ima svojo zgodbo. In zadnje čase, zdaj ko pišem novo knjigo, zdaj se ravno ukvarjam z dušnimi zaobljubami v povezavi tudi s cerkvijo. Zdaj, kako sem prišla do tega? Dejstvo je, da bila sem pri Kim Spiritual iz Horjula in ona je pač rekla, definira tvoje življenje, verjetno še nisi počistila, eno življenje, ko si bila berač, eno življenje, ko si imela opravka z zasvojenostjo, ali si bila ti, ali pa je bil nekdo drug zasvojen. Ja, jaz točno vem, bila sem poročena z zasvojencem, z hazarderjem. In v bistvu sem priskrbela vedno dovolj denarja, tudi na nepošten način. No in kolikor se sama pri sebi smejem, glede na to, da zdaj jaz že skoraj 30 let delam pri podjetju Neolife, sem večkrat, veste, s tem mojim mentorjem nimava dobrega odnosa, in pa ne zaradi mene, ampak pač on ima probleme z mano. V glavnem, in večkrat sem razmišljala, od začetka sem bila jezna, sem rekla, pa še on kasira od mene, in sem bila tako v bistvu jezna. Pa sem pa začela razmišljati z druge strani. Kaj pa, če sem ga jaz v enem življenju toliko močno okrog prinesla, da mu zdaj na obroke vračam. Sem rekla, no, saj to je zdaj dobro, da mu na obroke vračam, lepo vsak mesec pokasira nekaj od mene in blagoslovim ta denar. Vsak mesec. Saj zaradi tega jaz nimam nič manj, veste, njemu to pripada, ampak ker pač nimava dobrega odnosa, ne, sem mislila, pa zdaj še, ampak povem tako, kot sem razmišljala, ta prasec kasira od mene. No, to ni energija blagoslova. Zdaj blagoslavljam. Vsak mesec si mislim, z veseljem, z blagoslovom, ne gre denar do njega. Več, ko imam jaz, več ima on. In podoben odnos bi mogli imeti tudi do davčne, veste. Z veseljem plačam davčno, ker na koncu, če jaz zaslužim, tudi država rabi svoje. No, ampak vrnimo se na cerkev. Cerkev je mnoge močno zaznamovala. Recimo, če se zdaj vrnem na to moje življenje, ko sem bila nuna, občutek, da sem zvezana tukaj čez, da moram moliti. In v tem življenju, ja, seveda, rodila sem se v krščansko družino in rožni venc. Pri meni je tako, samo tega ne. To je zame kar neko drdranje. A sploh veš, kaj govoriš? A ni zdaj, če že moliš, mol zavestno, vsako besedo, ne pa, a veš, koliko smo zmolili, briga mene. Ampak gre se za to, da če moliš, da moliš srca. In druga zadeva, ljudje, ki so bili vzgojeni tisto, Bog je tisti, ki kaznuje. Ne bom nikdar pozabila, ko smo bili zelo majhni, ena od najstarejših knjig, mislim, da je moj oče imel, je z leta 1904 in je neka pratika, kjer je slika, kjer nekdo ni bil priden in potem ga peklenščki na vile nabadajo in zraven je peklenski ogenj. In ja, to je tisto, kar je meni ostalo nekje globoko v moji zavesti. In zdaj, če jaz pomislim, mene je strah Božje kazni, mene ni strah Božje kazni, ampak pri meni je bila ena gospa na svetovanju, ki je dobesedno ubita s temi cerkvenimi zakoni in jo je strah Božje kazni, strah jo je, da bo kaznovana, ne zasluži si sreče, mora poskrbeti za vse okrog sebe, boji se, kaj bo rekel Bog,
boji se, kaj bo rekel Jezus in tako naprej. In to so programi, ki pač nam ne pomagajo v tem življenju. Ker glejte, Bog je čista ljubezen, čista svetloba, čisto sprejemanje. Bog ni tisti, ki kaznuje, ki je tisti, ne vem, kaj piše v Svetem pismu. Bog je pravični sodnik in ne vem, kaj še neka bedarija. V glavnem, to je za mene brez veze, ker če je čista svetloba, Bog je tisti, ki ne sodi. In recimo v eni knjigi od angelov sem prebrala, da tudi recimo ženske, ki naredijo splav, jih nihče ne sodi, da tako se same že obsodijo tukaj na zemlji, ker same sebi ne morejo odpustiti. In je to že zadost velika sodba. Ne rabijo še Boga, ker rečejo, ti si slab človek, ti si grešnica, zaslužiš si večno kazen. No in ta gospa, zdaj seveda, gledajte, najlažje mi, ne bom nobenih imen razlagala, ampak ja, se zgodi, se zaljubiš v poročenega moškega. Zdaj je ona slab človek, ne? In si zasluži večno kazen. Ljubezen je od Boga in ljubezen je Bog. Se pravi, vse, kar je Bog, je dobro. In kdor misli, da si zasluži kazen, to ni od Boga. Strah ni od Boga. In recimo vemo, da cerkev je uporabljala strah zato, da je držala svoje očice pokorne, nebogljene, zato da so imeli občutek, da si zaslužijo božjo kazen. Zato, da je lažje upravljala z ljudmi. Ampak to je daleč od Boga, verjemite mi. Bog je čista svetloba. Ja, ima pa tudi cerkev prav, določene stvari. Ena stvar sigurno, ki jo ima prav, je čistost. Je to, da pa ta čistost, da ne boste mislili, ni z ničemer drugim povezana kot to, da ne skačeš čez plot. Ker kdor skače čez plot, si dejansko zapaca prvo čakro, drugo čakro in umazana spolna energija dejansko zapaca vse ostale energijske centre. Tako da tukaj absolutno se strinjam, zvestoba, ja. Druga stvar, kar ima cerkev prav, je sigurno ta, da pri meditacijah se odpirajo energijski kanali in ti energijski kanali niso tako nedolžne zadeve. Recimo, greste na neko meditacijo, tam so vsi, ne vem, tako božje posvečeni in pravijo, izprazni Halo, kako naj izpraznem če je moj tako kar vrteče kolo, ki se vrti? In imaš potem občutek, da nisi dovolj dober, ker ne izprazniš svojega uma. Pri teh meditacijah se odpirajo kanali in to res ni toliko nedolžna zadeva. Lahko, ker ta, ki vodi meditacijo, če nima čiste energije, lahko takrat manipulira z vami. In svet manipulacije je zanimiv. In manipulacija ni od Boga, to je od teme. Lahko imenujete hudič, ni važno kako, ampak dejstvo je, da pazite, kam hodite na konec koncev. Ne vam povem za sebe, jaz ne hodim nikamor. Zato, ker jaz se lahko z Bogom pogovorim, ko se usedem k vodi ali pa ko grem v gmajno. Ali pa v hosto, tukaj sem zdaj v hosti, jaz imam naslov hosta. In na konec koncev ne rabim nespovedi, če me pokliče, če grem na konec koncev k maši. Glejte, zdaj, ko sem se z eno gospo pogovarjala, jaz sem ločena, ampak če začutim, grem k obhajilu, ker tako čutim. Nimam slabe vesti, ne rabim nobenega župnika, da me sodi, obsodi in da kaže s prstom name, da sem grešnica. No, ne vam povem naprej mojo zgodbo. Ko sem se ločila, me je poklicala in sem šla peš na Brezje. In te romarske poti, imajo svojo energijo. In če hodiš peš, veste, že aura sama se čisti, ko hodiš skozi gozd, ko hodiš ob vodi, ko greš čez vodo, tudi če ne bi prišel do cerkve, je to očiščenje. In ko sem pred 4 leti, ko sem se odselila stran od moža,
šla na Brezje, sem začutila, da bi govorila z duhovnikom. Pa niti ne vem, zakaj sem rabila, verjetno zato, da sem dobila novo lekcijo. In ta duhovnik, s katerim sem govorila, me je dejansko obsodil. Je rekel, mi kot cerkev tega ne podpiramo. Se pravi, je boljš, da zbolim, da moji otroci izgubijo mamo in na koncu na pogrebu rečejo, bila je zgledna faranka, zgledna žena, bila je pri vsaki pasji procesiji in zdaj Boga je zbolela, dajmo jokat. Meni se bruha od tega, verjemite mi. In on je rekel, še vedno je rekel, mi kot cerkev tega ne podpiramo. Prav. No, ok, naslednja, kam mi pa potem vodila pot. Lansko leto so bili pa z mojo prijateljico Katarino v Asiziju. Njo je poklicalo v Sieno, mene je poklicalo v Asizi. Pa sva združila eno tako potovanje po Toskani, bilo je božansko, res božansko. In že ko sva prišli v Asizi, naj jo je potegnilo eno galerijo Luce della Vita. En slikar je bil. Meni se še ni zgodil. Nikdar prej, jaz jokam, ko poslušam angelsko petje, ko grem v opero, takrat moja duša poje zraven, ampak ob sliki, midve obedve sva bile čisto v solzah in je prišel ta gospod je rekel, a lahko kaj razložim, jaz sem ga samo objela, sem rekla, skozi vas govori Bog. In zdaj, jaz to tako čutam pri kreacijah Katarine Vidmar. In zdaj, pred kratkim sem pa govorila z gospodično Tino Skaza, skozi njo tudi govori Bog. To so božje kreacije, res božje kreacije. No, v glavnem, in potem so pa šli v baziliko svetega Frančiška in so se poti ločile. Jaz sem šla grobnici in potem se spet srečava v tej srednji kapeli, ker bazilika svetega Frančiška je v 3 etapah. Je cerkev na cerkvi na cerkvi. Res je zanimivo. V glavnem, in se tam srečava in ona je šla še od spodaj, jaz sem bila pa pri tam, pač sem rekla, tukaj te počakam. In začnejo nekaj obnavljati cerkev, je ropotal, me potegne tja k spovednicam in stopam v spovednico. Niti nisem vedela, po kaj grem v spovednico. In je bil tam duhovnik in je rekel, iz katere države sem, je rekel, bom šel po slovenskega patra. In gre po slovenskega patra in jaz sem rekla, jaz nisem prišla k spovedi. Mene pač ne zanima spoved. In sem mu začela govoriti mojo izkušnjo prav s tem frančiškanom na Brezjah, kako me je obsodil, glede na to, da sem se ločila. In on je poslušal to mojo zgodbo in je rekel, tudi Jezus govori, najdite si svojega dušnega pastirja. Rekel, pač niso vsi ta pravi. In potem, ko je poslušal mojo zgodbo, jaz vem zdaj, po kaj sem šla v Asizi. Veste, po kaj sem šla? Šla sem po odvezo. Ja, odvezo. Ker dejstvo je, da sem cerkveno poročena. In zato ker jaz tukaj noter ne smatram, da sem še, čeprav cerkev pravi, kar je Bog združil, naj človek ne ločuje. In same bedarije, zato da te držijo privezanga v strahu. V glavnem, jaz sem govorila s tem frančiškanom in ta je pa bil tak, od Boga, niti nimam pojma, kako mu ime. V glavnem, na koncu je molil nad mano in tisto, kar mi še vedno odzvanja v ušesih je, in naj Božji blagoslov stane vedno nad teboj. Ja, in to je to. In Božji blagoslov je vedno nad menoj. Zato, glejte, če imate neko stvar še za predelati s cerkvijo, pojdite čez svoje podzavestne programe, predvsem pa čez zaobljubo duše. Ker zaobljuba duše, recimo dušne zaobljube, k uboštvu, če ste mogoče vedno brez denarja, kaj pa če ste bili v enem življenju, ne vem, menih, ki ste se zaobljubili, da boste brez vsega imetja. Normalno, da zdaj v tem življenju vse zgubite, zato ker zaobljube se s smrtjo ne prekinejo. Druga zadeva,
Če ste se zaobljubili, da se nikdar ne boste poročili, ste lahko v partnerskem odnosu, imate občutek, da grešite in enostavno ne morete iti naprej, ne morete se poročiti. Če ste se zaobljubili, da boste večno sami, ne boste najdeli nikdar svojega partnerja. Če ste se zaobljubili, kaj so lahko še zaobljube? Da bom vedno zadovoljevala potrebe moških. Ja, boste pa vedno dajali noge narazen, kakor se nekdo najde, ki bi opravil ta svoje. V glavnem, dušne zaobljube, kako jih preverite z mišičnim testom, se pravi, v svoji duši nosim dušno zaobljubo, da bom večno sama. Jaz jo ne, mogoče jo pa vi. No in druga zadeva, v svoji duši imam občutek krivde, glede nečesa. Dajte tudi to počistiti. Tega ne potrebujete več. Zdaj pa pojmo naprej, vem, da sem o tem že govorila, o tem sem pisala v knjigi Ko ima življenje žur, in sicer 10 božjih zapovedi. 10 božjih zapovedi so v osnovi skoraj vse kode zla. Skoraj vse. Samo mislim, da so samo 3 tiste, ki so pa res božje zapovedi. 10 božjih zapovedi, ne vem, če jih znate, jaz po mojih ne znam na pamet, ampak v glavnem, ta prva je veruj enega Boga. Se pravi, ta prva je veruj, kar je dobra. Druga, ne skruni božjega imena. In dejstvo je, da naši možgani ne slišijo besede ne. In ker ne slišijo besede ne, pomeni skruni božje ime, preklinjaj. In poglejte, dajte zdaj zamižati, to ni hipnoza, nimam pojma o hipnozi, ampak samo da razumete, kako delujejo možgani. Zaprite oči in zdaj ta trenutek ne smete misliti na vaš hladilnik. Ta trenutek ne smete pogledati v hladilnik in ne smete videti, kaj imate v hladilniku in ne smete vzeti tistega jogurta iz hladilnika. No, kaj ste videli? Točno to, kar sem vam rekla, videli ste hladilnik, odprli ste ga, pogledali ste noter in vzeli ste iz hladilnika jogurt, ker naši možgani ne slišijo besede ne. No in poglejmo naprej. No, naslednja zapoved je, posvečuj Gospodov dan. Ta zapoved je božja, ja. Enkrat na teden se ustavi, zadihaj, ne delati nič, ker je nedelja, ne delaš. Ustav se, imej ta dan, zato da si hvaležen, zato da nekaj narediš za svoje veselje, zato da nekoga obiščeš, zato da se napolniš z novo energijo. No, naslednja je, spoštuj očeta in mater. Ta je božja, poglejte, spoštovanje. In jaz verjamem v to, spoštuj starejše ljudi, spoštuj očeta in mater in ne obsojaj jih. Mislim, spet ne, ampak kdor sodi, bo sojen, to je dejstvo. In vsak dela najboljše, naši starši so delali najboljše, kar so zmogli, znali. Mi kot starši delamo najboljše, kar zmoremo in znamo. A je to tako? Zato tudi sebe ni dobro obsojati. No, potem pa naslednja, ne ubijaj. Ubijaj ljudi na ta način z besedami, stopaj na njih. Vemo, da nekateri ljudje se obnašajo tako, da stop na tebe, kot da bi bil čik na cesti. Ja, to je ubijanje. Potem ne nečistuj. V bistvu uporabljaj pornografijo. Pornografija je dosti ratala, no, sem sploh prav rekla, pornografija je postala dejansko del vsakdana. Povsod lahko vidiš pornografijo. In dejstvo je, da ne nečistuj. Kot otrok, ko se to učiš, sploh nimaš pojma, kaj to pomeni. Druga zadeva, naslajaj se nad spolnostjo drugih. To pomeni. In dejstvo je, da v krščanstvu, cerkvi, kot ustanovi, vemo, da je bilo ogromno sprijenih zadev. Ogromno. Potem naprej, ne kradi. Zapoved, kradi. Pa ja, se na noben opazil. Sej to je pa od vseh. Ja, ena stvar gor ali pa dol. Ne, če nekaj ni tvoje, ni tvoje. Če ni tvoje, lahko prosiš za dovoljenje, ne moreš pa vzeti. Dobro, jaz vam tukaj res mečkam svoja merila. Ena stvar je, to je moje merilo, rabutanje. Če, ne vem, grem in nekomu, ne vem, ob cesti utrgam eno malino. Je to kraja. Nisem vprašala, ampak je rabutanje. Verjetno tudi ptiči nekaj vzamejo, pač to je moja logika.
moja logika, ki sem se večkrat priredila. In v glavnem naslednja pa je, ne pričaj po krivem. V osnovi je to laži. In zdaj, če bi bila to božja zapoved, bodi resnicoljuben in izražaj resnico, govori resnico in, ja, izražaj svojo resnico. Spet grem na svojo zgodbo. Leta nazaj, ko sem začela brati knjige Louise Hay, ko sem dojila ta srednjo hčerko, se pravi, ta je pa stara 18 let, in sedim s to knjigo in piše, da notri piše, da greš skozi odnose, ki niso briljantni. In jaz grem skozi odnose in recimo, ko pridem do mojega bivšega moža, takrat 18 let nazaj, kaj čutim do njega, mi gre skozi možgane, sovražim ga. Jaz sovražim, nisem slab človek. Nihče ni govoril o sovraštvu pri poroki. Obljubim, da te bom ljubila in spoštovala, dokler naju smrt ne loči. In sovraštvo je smrtni greh. In logično, jaz takrat nisem še niti dekodiranja nobene stvari niti poznala. Kaj sem naredila? Potlačila, nasmeh na usta. Saj jaz sem dober človek, jaz sem dober človek, jaz sem dober človek, jaz sem dober človek. Saj jaz ga imam rada. Ja, ampak ljubezen pa sovraštva sta v bistvu tam. Ista plat, druga plat istega kovanca. In dejstvo je, da nasprotja se privlačijo z namenom, da ozavestiš, da pozdraviš in da lahko greš naprej. No, zdaj pa naprej je pa potem ne pričaj po krivem, laži, to smo že govorili, in ne želi svojega bližnjega žene. Je pa v osnovi varaj. Poglej čez plot, če je tam kaj lepšega kot pri tebi, in si želi soseda, sosedo, sodelavko in tako naprej. In naslednja pa je, ne želi svojega bližnjega blaga, bodi nevoščljiv in škodoželen. No, in to je pa slovenski šport. Če bi fovšarija gorela, ne bi potrebovali drv. In to vemo, da je še vedno prisotno. Ljudje so škodoželjni, ljudje so zahrbtni, manipulativni, to je dejstvo. Ampak druga stvar, a sem jaz taka? A jaz nekomu želim slabo? Ne. A jaz drugemu ne želim? Dobro. A vam nekaj povem. Mi smo imeli zdaj virtualni Evropski kongres in na tem kongresu smo imeli tudi priznanja. Pač glede na to, da sem 30 let že skoraj pri podjetju Neolife, in priznanja so za dosežke v preteklem letu. Kot veste, jaz se ne trudim prodajati. No, saj jaz tako ne tretiram sebe. Pač jaz ljudem svetujem, kaj bi bilo dobro za njih in je to. Ampak po prodaji sem pa kar dobra in sem dobila priznanje za to, ker pač sodim v sam vrh po evropski lestvici. No, kakorkoli, ni važno. In sem razmišljala, če bi nekdo drug dobil priznanje, a bi mu jaz napisala message. Jaz bi napisala, bravo, čestitam ti, super si. Koliko messagov mislite, da sem jaz dobila? Nobenega. Ja, v glavnem, v redu je. Ker na koncu si mislim, jaz zaradi tega ne bom nič boljša pa nič slabša. Ampak, če nekdo nekaj doseže, a ni fino ploskati za njegov uspeh? A ni to dober? Narediti yes! Ali pa recimo, ko jaz vidim par, ki žareva tisto lepo. Jaz ne rečem, oni dva imata to, kar jaz nimam. Ampak res te rečem, wow, kako sta pa te dva lepa. Bog, to mi pošelj, to si jaz želim. In je to. In jaz sem toliko navdušena nad tem, ko nekdo drug ima, in če si jaz to želim, ne rečem, prasec ta pa ima to. Ampak jaz enostavno rečem, yes, to si jaz to želim, pošeljte mi, jaz si to želim, bravo, ta je to dosegel, a ni to dober. Zato, ker lejte, stvarstvo nas sliši, stvarnik nas sliši, angeli nas slišijo. In to je pesem naše duše. In ko je ta pesem naše duše usmerjena vse tisto dobro,
pa sej to drugače ne more biti, da nam dobro prihaja v naše življenje. Drugače ne more biti. Zato, ja, ploskajte ob uspehu drugih ljudi. In boste videli, da to bo potem začelo prihajati v vaše življenje, počistene snago, ki jo vlačite, ja, kot duša, sabo, iz mnogih življenj. In zdaj še eno stvar moram povedati, vem, da je dolg video, ampak vseeno moram povedati. Če imate pa grozno zamero do cerkve, da enostavno vsi župniki so prasci, vsi so nepošteni, v cerkvi me kar zmrazi, ko pridem v cerkev. Pomeni, da imate kar precejšnjo zamero do cerkve. Kaj se vam je slabega zgodilo v cerkvi? Kaj je tisto? Ali so vas silili, da nekaj morate delati, ko ste bili otrok? Še bolj verjetno pa je, da se vam je nekaj groznega zgodilo v enem od preteklih življenj, mogoče so vas obsodili, cerkvena inkvizicija, in vas skurali na grmadi. Mogoče so vas mučili, mogoče ste se mogli odpovedati svoji moči, mogoče ste mogli izreči za obljubo, da si v vseh večnih časih odpovedujete svoji moči in boste služili drugim, zato da bojo oni zadovoljni. Ne vem, počiste, pogruntajte in boste videli, potem vas tudi ne bo več zmrazil, ko boste šli pred cerkev, v cerkev, enostavno boste lahko mirno tudi šli v cerkev, zato ker cerkve so zgrajene na energijskih točkah starih Slovenov, naših prednikov, staroselcev. Staroselcev. Mi nismo niti staroselci, mi smo prvotna avtohtona vrsta tukaj na zemlji, Sloveniji. In to ljudstvo, mi Sloveniji, smo vedeli, kje so te točke. In dejstvo je, da cerkve stojijo na teh točkah, zato pejte kdaj v cerkev. Ne takrat, ko je maša, ampak takrat, ko začutite in se samo postavite tja, kjer vaša energija teče. Boste videli. Res se boste napolnili z energijo in mogoče, če vas privlačijo te vonjave cerkve, mogoče ste pa kakšno življenje tudi živeli srečno, ko ste bili v službi cerkve. Ali pa mogoče, ko ste se poročili cerkveno in ste živeli srečno življenje. Tako da, Bog si ga vedi. Dejstvo je, da mi tukaj na zemlji smo zato, da predelamo določene lekcije. In ja, tale video je dolg. Ja, zato ker tudi cerkvena zgodovina nosi svojo težo. Tako da predelajte to, kar imate za predelati. In če vam pri tem lahko s tem majčkeno pomagam, je to moj namen. Tako da uživajte, imejte se radi. In ja, vem, da ni enostavno brskati po svoji preteklosti, ampak se splača. Res se splača, ker se osvobodite teže preteklosti.